Slovensko baklo, s katero Olimpijski komitej Slovenije naznanja prihajajoče zimske olimpijske igre v Južni Koreji, smo dočakali tudi v Mariboru. Po mariborskih ulicah je začela potovati s Partizanske ceste, čez Trg Svobode in čez Grajski trg, po Gosposki ulici do Trga Leona Štuklja. Dejstvo je, da nekako za to baklo želimo, da mesto začuti olimpijski duh, olimpijsko dogajanje, da nekako začutimo to, kar bo se zgodilo čez 15-16 dni. Torej dejstvo je, da ko enkrat gre bakla mimo vseh športnikov, mimo vseh ljudi, je sigurno drugačen občutek, kot pa če tega ne začutimo. Da se danes zbira toliko ljudi, bom lahko rečem, da je en dokaz, da Maribor je športno mesto, da Maribor živi za šport, živi za olimpijske igre, živi za rezultate naših športnikov in to tudi podpira. Tako da lahko rečem, da sem zelo, zelo ponosen, da se to odvija tako, kot se. V Pjongčangu bo slovenska reprezentanca številno dobro zastopana tudi v številnih panogah. Vsekakor sem prepričan, da rezultat dosežen z ljudmi, da ljudje to spremljajo, vsekakor več pomeni, kot pa če rezultat dosežeš sam in se s tabo nihče ne veseli. Torej, ko športniki enkrat vidijo, da ljudje živijo za njih, da jih podpirajo, je to vsekakor ena dodatna motivacija, ena dodatna obveznost in vsekakor je dobro za šport. Prihod simbolične slovenske olimpijske bakle je za Maribor posebnega pomena, saj se istočasno s prihodom bakle začenja tudi projekt Maribor Evropsko mesto športa. Maribor je z tem nazivom dobil tudi eno priznanje, da je tudi z evropskega zornega kota mesto športa. Z samim nazivom bomo poskušali še boljše tržiti Maribor kot destinacijo za različne evropske in svetovno pomembne dogodke. Letos imamo 5 takih prvenstev. Istočasno pa bo to tudi spodbuda za širitev čim širše športne kulture med prebivalci mesta. Olimpijskih iger se bodo udeležili tudi številni mariborski olimpijci, z najbolj znanim Filipom Flisarjem na čelu. Ja, z nekaterimi sem se, z nesojenimi tudi. To je dobra popotnica, predvsem pa ena taka animacija za ogromno otrok, ki bodo danes prišli na trg oziroma so že na trgu in za neko samozavest mesta, ki jo Maribor potrebuje. Istočasno s prihodom slovenske bakle se v Mariboru začenja Evropsko leto, s katerim bodo počastili tudi futsal ekipo gluhih in naglušnih, ki se v kratkem odpravlja na tekme Lige prvakov. In ko smo osvojili naslov državnih prvakov in smo tudi s tem dobili pogoje, da se lahko vključimo v 5. Ligo prvakov gluhih v futsalu. To bo letos 29. januarja v Španiji, v Alcalá de Henares. Tako da verjamem, da vse skupaj, da bodo se naši športniki potrudili, tako kot vedno prej. Simbolična slovenska bakla se bo po postanku Mariboru pred povratkom Ljubljano ustavila še v Črni na Koroškem. Do zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu nas loči še 16 dni. Medtem ko se tukaj Maribor, Evropsko mesto športa 2018, komaj začenja, pa slovenski olimpijci že pakirajo torbe za Južno Korejo.